Za mano se nahajajo stopnice do še enega veličastnega kraja spomina, tudi za Slovence zelo znanega in še danes globoko vtisnjenega v kolektivni spomin. Stopimo v njega. Nahajamo se na Mrakovici, na Kozari, torej gori, planini, gorski planoti v zahodni Bosni, ki jo obdajajo 4 reke: Sava, Sana, Una in Vrbas. Za starejše generacije je Kozara znana predvsem v nekem zgodovinskem spominu kot eno od žarišč ali ena od operacij za časa druge svetovne vojne. Tukaj je namreč potekala ena od ofenziv nemške vojske in njenih zaveznic, torej sil osi nad partizansko vojsko. Zgodba se nekako začne spomladi leta 1942, ko partizani ustanovijo na nek način osvobojeno ozemlje v bosanskem Petrovcu, Prijedorju, Drvarju, in Nemci zaslutijo nevarnost predvsem za Banja Luko in tudi za Ljubijo, torej za rudnik, in se odločijo, da bojo to Kozaro, torej goro, očistili partizanske prisotnosti. Pride do velike ofenzive, ki traja od začetka junija pa vse do avgusta, ko Nemci skupaj z predvsem ustaši, številke vojakov so različne, ampak nekako govorimo o približno 15.000 nemških vojakih, dobrih 20.000 ustašov, bili so tudi prisotni četniki in tudi nekaj madžarske vojske, obkolijo partizansko vojsko z vso množico civilnega prebivalstva, ki je živelo tukaj gore. Partizani, vodi jih Kostanač, Nemce, vodi Friedrich Stahl, torej partizani se poskušajo prebiti čez ta obroč z velikimi množičnimi izgubami, na nek način delno uspejo, govorimo skoraj da o porazu partizanske vojske, predvsem pa je Kozara znana po velikih številu velikih civilnih žrtev. Govorimo preko 30, številke so celo 30.000 prebivalcev, ki izgubijo življenje ali pa so izseljeni tudi v taborišča ustaška, Jasenovac in drugi. Znane so zgodbe preko 10.000 otrok, ki so bili odpeljani iz tega predela, torej zahodne Bosne, v taborišča, od koder seveda se niso nikoli več vrnili. Oblast povojna je želela spomin ovrednotiti na različne načine. O Kozari je posnet film, predvsem pa je znamenito spominski park, ki ga lahko tukaj na Mrakovici vidimo, ki v bistvu obsega precej velik del narodnega parka Kozara, kjer se danes nahajamo. Na natečaju za ta spomenik na Kozari je zmagal Dušan Džamonja. Spomenik je bil odkrit leta 1970. Osrednji del tega spomenika predstavlja ta vertikala, ta okrogel stolp, ki je obkrožen z temi kamnitimi bloki za nami. Ti kamniti bloki simbolizirajo pritisk, to so betonski bloki, simbolizirajo pritisk na obroč, na partizane, na prebivalstvo Kozare, ki je bilo stisnjeno v ta obroč, ki ga simbolizira ta vertikala okrogla. Istočasno ta okrogla vertikala simbolizira tudi, se pravi, prvič kot obroč, v katerega so bili ujeti partizani, po drugi strani, po določenih razlagah, tudi ples, ki ga pleše ljudstvo tega območja, se pravi Kozaročko kolo, ki ga plešejo v krogu, in tretja stvar je, predstavlja krog, ki predstavlja solidarnost, povezanost partizanov z ljudstvom, neko solidarnost, ki se je uprla fašistom v drugi svetovni vojni. Šli bomo si pobliže ogledati sam spomenik, ki je narejen kot neke vrste mišolovka, v katero lahko greš, ven je pa zelo težko priti, ker se zadeve zožajo. Sam steber, tale okrogli, je s temi izstopajočimi elementi obdan s posebnim materialom, ki odbija svetlobo, da še bolj poudari dinamiko tega spomenika. Zraven spomenika je zelo podzemno, tako rekoč, še projektiran muzej bitke na Kozari,
kjer je predstavljeno to dogajanje, ki ga je pred menoj omenil Peter. Sedaj stojim med temi betonskimi bloki, ki obkrožujejo osrednji del spomenika, ta steber, ki ponazarjajo to sovražnikovo obkolitev partizanov in prebivalstva. Posebnost tega spomenika je tudi, da se da v njega vstopiti skozi svojevrstno mišolovko. Tu se te stebri se ožijo proti notranjosti in notri lahko gremo, seveda, če smo primerne debeline. Kajti problem je lahko, da ne moremo potem priti ven, ker so izhodi zelo ozki. In ko mi pridemo v ta notranji prostor, se nam odpre pogled proti nebu zgoraj in čutimo to utesnjenost tega obroča, v katerega so bili stisnjeni partizani in prebivalstvo tega območja. Skratka, Džamonja je svojim konceptom, likovno rešitvijo tega spomenika izrazil to trpljenje partizanov in lokalnega prebivalstva v tej ofenzivi. Zanimiva se mi zdi tudi primerjava med tem spomenikom in spomenikom na Tjentištu, kjer gre za podobno zgodovinsko dogajanje. Kajti tudi tam so bili partizani ujeti v obroč. Tu na Kozari velja, da so nekako bili poraženi. In zato je Džamonja tudi izpostavil ta vidik tega obroča, v katerega so bili borci in prebivalci stisnjeni. Tjentište je pa nekaj povsem drugega, kajti tam je bil obroč, ampak so ga partizani seveda z velikimi žrtvami uspeli prebiti. Zato je tisti spomenik narejen povsem drugače. Tisti kraki, to bomo v naslednjem filmu prikazali, kažejo na preboj partizanske vojske iz tega obroča. Skratka, dva spomenika, ista podobna zgodovinska zgodba, ampak dva različna likovna koncepta spomenikov. No, zdaj bomo prikazali, kako se pride v ta stolp, ki je v obliki mišolovke. Gremo. Ozko, ozko. A se da zdaj ven? Iza teh kamnitih blokov se nahajajo tudi spominske plošče padlih v ofenzivi na Kozari. Trpljenje ljudi na Kozari se ni končalo z prebojem partizanov avgusta 42. leta, ampak lahko v tem spominskem parku, ki nas obdaja tukaj, vidimo tudi letnice 44, 43 in še kasneje. Med njimi tudi kar precej Slovencev. Na teh ploščah pri spomeniku na Kozari je 9921 imen padlih partizanov oziroma pogrešanih v tej ofenzivi na Kozari. Tukaj je recimo napis Slovencev, recimo iz Ljubljane, iz občine Ptuj, recimo Mihelič Vjekoslav in Šerona Vinko, 1909-1942. Nekateri napisi so v latinici, nekateri v cirilici.
Ja, tle smo prišli malo na obisk, a ne, da malo pogledamo tu, recimo, ta istoriju, a ne, kako je bila včasih, zdaj pa kako je to zdaj, a ne. To je to. A odkot pa ste? Iz Prijedora, Kak se pa zovete? Grgić. Muhamed. Muhamed. Ja. Vi se pa? Grgić se ima. Drugače živim pa u Sloveniji, a ne, tu sam pa malo na obisk prišao. Drugače imam tu u Bosni hišu, a ne, tako sam. Kak odnos pa imajo ljudje tukaj do tega spomenika in tega A obeležja? dobar imaju, ljeti oni pridu. Ja, če Ful bi pride kad su malo dopusti več pa folka maj je, pa. ne. Tukaj bide lepo. Pa kak cenijo to partizansko gibanje? Je to kot vrednota? Ja, sve. Ja mislim da jes. Ja. Dosta pridu da pogledaju. Samo je dosta pozabljeno. Jel se možete predstaviti možda najprije kako se zovete? Pa ja se zovem Goran Kos, Goran Kos. da, Aha. radim u Nacionalnom parku Kozara. Vi ste zaposleni u nacionalnom parku? jesam. Vidimo da kosite travu oko spomenika na Kozari. Jel to, ko to finansira? Pa redovno održavanje, znači firma Nacionalni park Kozara u sklopu Vlade Republike Srpske, znači vrši održavanje, znači memorialnog kompleksa i svega ostaloga u parku, zoni parka, Nacionalnog parka Kozara. U Bosni smo primetili nekoliko spomenika bilo srušeno, ovdje nije bilo nešto tako slučaj. Ovdje nije, ovo nije bilo, nije nikada bilo, znači ovaj spomenik poslije rata nije nikad pao, znači da je bio u zoni ratnih dejstava, znači nije osjećeno ništa, nije ništa. I nije bilo nekih, da je bilo nekih pobuda da se nešto Nije bilo, nije. skloni to ili nešto Nije tako? ništa nije dirano, znači to je bilo uvijek. Od prvog dana do danas sve je ostalo isto, ne dirano. Znači ljudi poštuju to. Poštuj. A kako je sa posjetom ovog spomenika? Ko najviše dolazi? Jel Slovenci dolaze? Dolaze, bude i dosta. Često dođe organizovan, dođe autobusom, pa i stariji, pretežno stariji i dosta ih dođe. Dosta. A kako mlađa generacija? Pa ima i mlađi, ali mlađi, znači malo ređe, ali to onda s porodicom ne iđu ovako, znači da se primijeti po razgovoru da su iz Slovenije. Aha. A kako stranci, recimo? Stranci dolaze ovdje pretežno, znači u periodu tih praznika i turističke sezone. Znači, a ovako ovim danima, vikendom je malo manje. Više kad je sezona neka, znači turistička ili kad je neka atrakcija. A ko od stranaca najviše dolazi? Tako, Englezi možda, Njemci ili neko? Pa dosta Italijana ima. Veći broj Italijana sam ja primijetio sad. Opet ovi kolege što rade na Infopultu, oni znaju više informacije, oni bolje znaju. Aha. A održava se neka komemoracija i tu? Pa bude tu Kada ima nekih znači naših događaja koji se obilježavaju znači svake godine. U redu, hvala. Ništa.